Ja, ne sem polk. Lep dober večer vam želim v imenu nas vseh treh. Lepo vas pozdravljam, veliko se vas je danes zbralo in jaz upam, da bomo pripravili prijeten in pa predvsem poučen pogovor z naši nocojšnjim gosti, sta Sanja Lončar in Adriana Dolinar, sodelavki projekta Skupaj za zdravje narave in človeka in narave. In seveda govorili bomo o njihovem projektu, poudarek bomo dali pa danes predvsem zmotam in resnicam o holesterolu. Mogoče o tem nekaj več danes, čeprav veste, da v okviru tega projekta je kar nekaj knjig tudi še o nekaterih drugih zmotah in resnicah, da jaz upam, da boste imeli možnost tudi vi še na koncu kaj vprašati. Začela bom kar z vprašanjem za Sanjo in sicer morda tisto, kar nas mnoge bega. Vaš projekt je zdaj se že precej razširil, mislim, da je izjemno poznan, da se je dotaknil in ga spremlja ogromno ljudi, ampak to, kar vsi opažamo, je, kaj sploh početi znotraj vseh in kako vi recimo selekcionirate informacije, ki jih potem mi tako z veseljem preberamo v vaših novicah na spletni strani, ker pravzaprav mislim, da ste res si zgradili eno izjemno zaupanje ljudi. Ob vsem tem, kar je na spletu, kar je gre v 10 000 možnosti, kaj prebrati, kaj pogledati. Ne vem, zadnjič mislim, sem poslušala, da je samo prehranskih dopolnil v Sloveniji na trgu, mislim, da več kot 4500. Zdaj, kaj je tle not, kako selekcionirati, kako ugotoviti, kaj je res dobro, kaj je pa morda blef in kaj je morda celo nevarno. Kako vi to počnete, da potem mi, bom rekla, lahko preberamo in vam zaupamo. Mislim, da je tukaj je bilo zgrajeno veliko zaupanje in ga tudi vi želite najbrž ohranjati. Ja, dober večer, tudi v najnem imenu. Mogoče, da začnemo prvo od tega zaupanja. Ne bi mi radi, da vi nam zaupate. Ne bi radi, da vi vsi začnete čim prej sebi zaupati, ker tudi mi nismo nezmotljivi. Tudi če imaš ne vem koliko metodoloških, takšnih in drugačnih izkušenj, vsi smo v eni veliki mašini, ker je možnost falsificiranja informacij in vsega neskončna. Torej, resnično se trudimo po najboljših močeh in danes se bomo malo pogovarjali tudi, pa ne zaradi tega, da bi vam razkrivali, kako mi to počnemo, ampak prav zaradi tega, ker je osnovni namen našega projekta ozavestiti, da lahko to vsi počnemo, da to ni stvar doktorata, ne vem kakšnih informacij, neke posebne strokovne izobrazbe, predvsem je stvar odnosa. Torej, prva zadeva je, da to razčistimo. Ja bi zelo slabo spala s toliko odgovornostjo, da zdaj vsi bojo verjeli temu, kar mi povemo, ker gledajte, jutri mogoče bomo vsi skupaj izvedeli še nekaj novega, pa bomo mogoče drugače razmišljali o temah, ampak upam trditi, da daleč od bistva pa ne bomo. Če se držimo bistva, potem se mogoče neki odtenki spreminjajo, bistvo je tisto, kar je najbolj pomembno. Druga stvar je, kako lahko sploh zbiramo teme. Mi smo živ projekt, to ne nastaja v nekih akademskih krogih ali političnih krogih, daleč od baze. Vse, s čim se mi ukvarjamo, nastane tako, da se na leto pogovarjamo s 5 do 10 tisoč ljudi. Čist preprosto, ko si non-stop med ljudmi, ko na dan dobiš še na 250 mailov, potem pa vidiš, kaj ljudi zanima. In celo, verjemte mi, ja nimam televizorja in ne berem časopisov, ampak ko mi 100 ljudi postavi vprašanje na temo cimeta, potem vem, da se v medijih nekaj hudo dogaja na to temo, pa se pozanimamo in obratno. Torej, ljudje so neko tipalo, kaj se dogaja in katere teme so najbolj aktualne in to, da mnogi rečejo, pa vi ravno pišete o tem, o čem ja razmišljam,
Ja, zato, ker se nenehno pogovarjamo o tem, kdo kaj od vseh nas nekaj razmišlja, ljudje so ustvarjajo ta projekt. Verjemite mi, da ogromno informacij tudi prihaja od ljudi, da ogromno ljudi prihaja od strokovnjakov, ki sicer prosijo, da ne objavimo njihova imena, ker to je tipično slovenski problem še, ampak resnično nam ogromno ljudi tudi pomaga, da in stoji ob strani in informira, kaj se dogaja. Tako da, kot vidite, ni problem, nam tem ne bo zmanjkalo. In se 12 let se ukvarjamo z vsem tem, pa mislim, da se še ne ponavljamo. Zdaj pa kako pa, ko se lotimo ene teme, se jo lotimo, mislim, da je to bistvo današnjega pogovora in tisto, kar bi obe z Adriano želeli posredovati, je niti vse to danes, ko se bomo pogovarjali ravno kot to. Vsak od nas je sposoben ločiti resnice in zmote. Ampak treba se je tega lotiti mogoče malo drugače kot do sedaj. Vete, mi smo vsi odraščali v enem okolju, kjer nas od majhnega nekako nam perejo možgane, da mi ne vemo, ampak nam bo nekdo že povedal gotove odgovore. Vete, začne se že v vrtcu, otrok nima svobodo duha niti tok, da iz enega kostanja in zobotrebca sam naredi, kar bi hotel, ampak mu bo vzgojiteljica pokazala, kako se ježka naredi in vsi otroci bodo delali ježka, to ni kreativnost, to je reproduktivnost. Mi jih učimo, da so majhna tovarna, ki predeluje ježke že v vrtcu. Potem pa pride tista faza, ko vam v šoli nekaj razlagajo, pa vi rečete, čakaj, ampak v tem primeru to ne funkcionira, pa ti učitelj reče, ja, izjema potrjuje pravilo. Poznate to besedo? A ste jo slišali v življenju? In kaj ste naredili, ko so vam ta stavek povedali? Kdo od vas je postavil recimo pod vprašanje, oprostite, a mi lahko razložite, kako izjema lahko potrdi pravilo? Tle pa je problem. To je en od najbolj neumnih stavkov, ki je skregan z logiko. Ne rabiš imeti visokega IQ-ja, da dojameš, izjema ne more potrditi pravila. Tako kot laž ne more potrditi resnice. In če mi ne odreagiramo takrat, ko nam prvič usta zamašijo s tako neumnostjo, to je dejansko napačni prevod ene latinščine, ki se glasi, vsaka izjema vprašuje pravilo, ampak potem so to malo lost with translation predelali, da jim bo laže. Če mi nismo takrat reagirali, ja, potem smo ostali brez sposobnosti, da postavljamo vprašanja. Če mene sprašujejo, katere šole sem jaz hodila, pa kaj sem delala, to je nepomembno. Mogoče moja največja kvalifikacija, da mi je zaradi bolezni bilo prihranjeno, da nisem šla v vrtec, jaslice in vse ostalo, ampak da sem se lahko podila po eni veliki kmetiji, ker ni bilo nobenega, da mi sesuje sposobnost, da postavljam vprašanja. In jaz sem res bila troublemaker tudi v osnovni šoli, ker sem nenehno postavljala vprašanja. Imam talent, da znam postavljati vprašanja, verjetno je to tudi tisto, zaradi česa radi berete naše knjige in nič ne trzam na avtoritete. Če mi nekdo reče, to je tako, ker je rekel en doktor znanosti, ja, če meni stvar ni jasna, bom spraševala še naprej. Pomaga, da sem z enim takim bila poročena, res z zelo dobrim doktorjem znanosti na področju elementarnih delcev, visokih polj atomske jezgre, in takrat sem res v družbi vseh teh CERN-a in ostalih ugotovila zelo preprosto resnico. Tisti, ki obvladajo svojo znanost, znajo vse zelo preprosto razložiti. Tisti, ki skrivajo svoje neznanje, začnejo strašno komplicirati. Danes smo poslušali studijo ob 17. Mater, koliko enih novih besed so se ljudje zmislili okrog ene vojne v Siriji. Tok, da rabiš napisati novi slovar strokovnih izrazov, da bi stvar zvenela vse bolj strokovno. No, vete, moj talent je to, da resnično nič ne trzam na zunanje avtoritete in da tok meni ne naredi klik, da stvar pije vodo, dotle nimam odgovora na vprašanje. In potem preprosto, če znaš biti radovedni taček in če te niso od nekega ustrašili, da se to ne da, potem pa ohraniš to, če mi rečemo v projektu svoboda duha, psihologi temu rečejo notranji lokus kontrole, obstaja milijon enih strokovnih izrazov, ampak če ti zaupaš sebi, svoji presoji, svojemu notranjemu glasu, lahko temu rečemo zavesti, akaši, tudi zato obstaja 1000 izrazov, potem nisi izgubil osnovno orodje, ki ti pomaga v življenju ločevati resnico od laži. Veste,
Vse je okrog tega. Če so nas uspeli ločiti od sebe samih, če so nas uspeli prepričati, kaj ti lahko veš, nisi doktoriral, na tem bomo mi strokovnjaka vprašali, s tem se je začel pravzaprav ta zločin, ker smo mi ogromno enih segmentov vlastnega življenja delegirali nekim strokam, zdaj pa zgroženi ugotavljamo, da stroke niso opravile svojega dela oziroma da jih je boljši ponudnik prevzel in zlorabijo proti nam. Ampak če to vrnete nazaj, če dojamete, da smo mi vsi sposobni ločiti žito od gleve, prepoznati resnico, če postavimo prava vprašanja. Torej, bistvena zgodba je, od kje postavljamo vprašanja. To je malo težje razložiti, zato sem prinesla učne pripomočke. Ko pa si, ki ste brali knjigo Ščepec vedenja, zelena knjiga od Ščepcev? Neki vas je? Tam je ta tema zelo natančno razložena, ker ko smo se spuščali v to, kako so vsi ti naši predniki in nepismene naše babice vse to vedele o zeliščih pa o zdravilnih močeh, kako so vedele brez mikroskopov, brez analitičnih orodij in ostalega, takrat se vam odpre, da obstajajo drugačni načini spoznavanja realnosti. Da mi dejansko se učimo na najbolj naporen in nezamisljiv način. Mi se učimo tako, da probamo skozi možgane, skozi razum secirati, analizirati, poglabljati in potem pridemo do 4500 prehranskih teorij ali 4500 nasvetov za vsaki problem. In vi ste lahko, ne vem, doktor ene znanosti, ne morete biti doktor 10 znanosti in hočeš, nočeš, če greste po tej poti, 10 življenj vam ne bo dovolj, da neko stvar naštudirate v nulo, da bi se po tej poti prebili in prišli do rešitve. Kaj potem pa druga pot? Ovo sem danes hitro našla. To sem kupila pred 30 leti, antistres, mečkanje možganov. No, pa sem res razmišljala, kako naj vam tisti drugi del upodobim. Kaj pa tisto, kar ni znanje, učenje, to, kar mi že imamo, je vedenje. In do tega gremo po čist drugi poti. To je tisto, veste, kar mi že vsi vemo. Vsak od nas ve, kdo ga laže in kdo mu govori resnico. Edini pogoj, da ta stvar funkcionira, da nehate sebi lagati. Ker dok sebi lažete, ne morete pogruntati niti, kdo vas laže. In ker nočemo spustiti z rok tega vložka, potem ta del ne razvijamo. Pa gledajte, če govorimo o srcu, ne govorim zdaj Valentinovo romantična oblika srca, govorim o srcu kot potencialnem sedežu naše zavesti. Če jo osvobodimo od strahov, razuma in vsega ostalega, tam se skriva naša sposobnost, da se oglasimo, da čutimo in da v enem trenutku preprosto vemo. Tudi neuroznanstveniki in ostali, ki se s tem ukvarjajo, pravijo, naše srce zazna 100 000 informacij hkrati, možgani pa lahko analizirajo 5 do 6 000. Veste, kaj je to v praksi? Vi začutite, da vam nekaj pri nekom ne štima. Potem analizirate njegovo biografijo, pa ugotovite, da je v redu. Ampak ta občutek se čez nekaj časa še kako izkaže, da je bil prav, samo ga niste znali ubesediti. Vsakič, ko mi poskušamo samo z možgani se prebiti skozi nekaj, mi reduciramo vse, kar smo začutili in vse informacije, ki smo jih zajeli, mi reduciramo na 5%. Veste, kakšna napaka je možnosti, da naredite napako, če se odločate na osnovi 5% podatkov? Ogromna. Tako da, povedano drugače, ko naučite prijateljevati z razumom, potem probate prvo zadeve začutiti. Da začutite, kaj naravni red stvari. Kaj stvarstvo o določeni temi si misli, kaj je tisto, kar je res v eni zgodbi, šele potem lahko izkoristite še kakšen svoj talent, šolo, tehniko, metodološko izobraženost ali ostalo, da greste malo secirati podatke. In mi z vsako temo, ki se jo lotimo, se prvo usedemo in takrat leti perje ponavadi, ob čaju, pa tako drgnemo, ker se začnemo pogovarjati, kaj je sploh problem. Veste, kandida je problem. Ne, ni kandida problem. Problem je, da mi ustvarimo iz svojega telesa gnojnico, v kateri se kandida super počuti. Da mi začnemo oddajati valovanje, ki ni nič boljše od komposta, in potem seveda vse, kar je v tem stvarstvu, je ustvarjeno, da skompostira tisto, kar v sebi nima več energije življenja.
Zakaj pa nimamo energije življenja, pravo vprašanje. In dok se njega ne lotite, lahko kupite 4500 pripravkov, mogoče vam pomaga, da malo držite glavo nad vodo, da vas malo manj napenja, ampak dok zastoja energije ne odpravite, nekaj, kar vas je sesulo, kar vam je ukradlo energijo, oziroma ker ste pustili, da vas neka žalost, jeza, skrb, strah, karkoli v življenju vam potegne ročno, ja, do takrat vi ne morete spremeniti valovanja, iz tega valovanja pa pride ostalo. In na enak način, ko pogledate na bakterije, ko pogledate na rakave celice, ko pogledate na težave z zobmi, ugotovite, da je v naravi vse v harmoniji. In ko enkrat znate gledati, potem začnete postavljati pravo vprašanje. Ker ko jih postavljate iz zavesti, ne postavljate, ja, zakaj si mi Bože to naredil, da sem jaz bolel? To je vloga žrtve. To odtle pride vprašanje. Ko pa postaviš vprašanje, zakaj rabim to izkušnjo, da se vrnem nazaj v neko svojo harmoničnost, potem pa naenkrat dobiš zelo dobre iztočnice, da vidiš, kaj vse je narobe s to potrošniško ponudbo, ki te bombardira z vseh strani. In tisto, kar je vam verjetno všeč v teh naših knjigah, je, da mi pravzaprav vse teme, ki smo se jih lotili, ne mislim, da smo mi strokovnjaki za 1.500.000 tem, ampak vse jih gledamo z drugimi očmi. Gledamo jih tako, kot če iz toga zornega kota gledaš, da ti odpirajo nova, nekaj reče originalna, mislim, da trudimo biti originalni, ampak če se postaviš v središče in iz bistva sprašuješ, pa vedno boš postavljal ravno ta vprašanja. Ja, zdaj nekako si se dotaknila tega odnosa med razumom, ne, in med tem, kar prihaja od znotri, zavestjo, srcem, občutenjem, pravzaprav intuicijo, najbrž tudi intuicijo, ne. In zdi se mi zelo zanimivo, da pravzaprav vi, ko iščete, ne, in ko potem mi te knjige prebiramo, se vedno tudi nam puščate še prostor za to, da smo tudi znotraj tega kreativni, in zdi se mi dobro, ne, da nas na nek način kot bralce ali pa kot raziskovalce teh vaših knjig nam pustite še neki svobode, vendarle ob tem še za to, in to je najbrž dobro. Pustiti svobode. Kdo pa smo mi, da puščamo svobodo? Jaz mislim, da mnoge znanosti tega, ali pa tiste, ki želijo nas tudi skozi priročnike, recimo, ki jih je stotine, ne, veliko bolj prostor zapirajo. Ja, gledajte, naš zorni kot cele zgodbe je ta, ko enkrat se dotakneš, ko ti dojameš, kako bistvo funkcionira, dojameš, da je kreativno stvarstvo v tem, da se isto nalogo da opraviti po 100 poteh. To, da so nas učili, da je matematični proces seštevanja nečesa vedno ista formula, po kateri greš. Res sem se morala poročiti z doktorjem znanosti na tem področju, da ugotovim, da obstaja 100 načinov, da izvedeš en matematični dokaz. Da lahko zbiraš, iz katerega zornega kota boš ti to dokazoval. Ne ena, to, kar so nas učili. Arabci se učijo matematiko čist drugače kot mi, veliko bolj na drug način. No, in tudi v tem projektu dojameš, ne obstaja ena dieta za vse ljudi. Ne obstaja en pripravek, ki pri vseh bo enako deloval. Ne obstaja ena začimba, ki je panaceja za vse. Torej, največ, kar mi lahko naredimo, je, da pokažemo, kako približno te stvari funkcionirajo. Torej, če sem ja upočasnjena kafa oseba, v kateri energija zastaja, seveda, da so zame moje težave se zaradi tega pojavljajo in zame so tudi rešitev vse rastline, zelišča, hrana, pogoji, barve, okolja, v katerem ja to malo pospešujem. Nekdo drug, ki je z viškom toplote, vročine, Bog ne daj, da bi uživo jedel in počel isto kot jaz. Veste, mene je vedno motilo, pa si bom izposodila ta citat, veste, ko neki veliki učitelj s prstom kaže na luno, vsi začnejo občudovati prst. Luno je hotel pokazati in veliko teh knjig ima ta problem, da nas učijo, da se klanjamo prstom. To je zadnja stvar, ki bi jo mi hoteli v projektu. Torej, probamo prstom kazati v smer, ta smer pa kaže v vas. Vi ste tisti, ki ste sposobni zase uporabiti formulo, ampak vnesti noter svoje podatke in potem priti do tega, kaj je bil vaš vzrok, da ste tukaj, kjer ste, katere so vaše okoliščine in kaj od vseh teh razpoložljivih poti je vam nekako najbolj
diši. Če greste ajurvedskemu zdravniku, vam bo on eno pot predlagal, če greste kitajskemu zdravniku, bo drugo pot predlagal, če greš aromaterapeutu, bo tretjo, pa rečeš, zmenite se med sabo. Ne, oni vsi vidijo pot, ki lahko pripelje do neke točke. Ampak mogoče vam ne ustreza vsaka enako. Torej, pod pogojem, da čutite, da je ta, ki vam nekaj predlaga, res pravi, je na vas vedno ta zadnja odločitev in mislim, da mi tle imamo problem v naši družbi. Nismo navajeni, to ni, da ti nekdo pusti svobodo, to je točka, od katere ti prevzemaš odgovornost. In res v projektu si sploh ne mislimo, da smo mi tle, da povemo neko dokončno resnico. Ampak tako, da pokažemo, po kateri poti bi lahko vi prišli do svoje resnice, pa da vam malo še povemo, v katero smer pa čakajo pasti, pa ni treba čisto vsako mimo stopiti. To je v bistvu. Mogoče, Sanja, še nekaj takih zelo preprostih primerov, ne? O tem, kar si zdajle v teoriji na nek način govorila, kako potem mi delujemo, ko pa se soočimo z nekim problemom, z neko zadevo. Recimo, ko gremo v trgovino, že tipičen primer, ne? Iti v nek supermarket in zdaj tam začnemo izbirati živila. Kaj vse je tisto, kar bi, ko odpremo, ne, ta del tudi intuicije morali zaznati in nam ne bilo treba skozi samo razmišljati ali pa samo na te papirčke gledati, ki so vse take, da je treba z mikroskopom oziroma s povečevalnim steklom. V življenju zelo pomaga, če vi poznate izvirno kodo nečesa. Torej, če vi veste, da ko uberete jagodo ali malino, ta že popoldan vam ne diši, da bi jo pojedli, potem bi pa za zelo veliko tako sumnje gledali na tisti paketek malin, ki 5 dni že stoji tam na oddelku sadja in zelenjave, pa če tudi ima, ne vem, certifikat, da je to eko. Ta certifikat vam sicer garantira, da noter ni pesticidov, ampak če vi poznate izvirno kodo, kako se malina obnaša, malina ne more 5 dni stati in ne kazati nobenih znakov staranja, torej neka finta mora biti. A je obsevana, a je v zaščiteni atmosferi, ker se ona še vedno stara, samo našim očem nevidno. Ampak to ni ista energija, kot da ste vi jo trgali, ker sami veste, malina je najboljše, ko jo trgaš direktno, pa ješ, vse ostalo je že precej slabša opcija. Seveda, če otroci mislijo, da so krave vijolične in da služijo proizvodnji čokolade, potem pa ne ločijo med kakovostjo mleka, ker sploh ne poznajo izvirno kodo. In mi se potem nam pustijo tako kost zaglodati, recimo primer, deodoranti brez aluminijeve soli. In se reče, kupil sem enega eko brez aluminijevih soli, drži 48 ur. Čakajte, mogoče je res brez aluminijevih soli, ampak to, s čem so oni dosegli, da se vi ne boste 48 ur potili, mene sploh ne rabi zanimati, kaj to za Boga je ena reč. Oni so dosegli isto to, kar so prej dosegli z aluminijem, da mi zamašijo pore in da moje telo in moje znojnice ne morejo delati. In da se bojo smeti kopičile v mojih bezgavkah in prej ali slej ustvarjale vnetja ali podlago za kakšen drugi patogeni proces. A je potem pomemben aluminij? Ni pomemben aluminij, pomembno je bistvo. A res treba zamašiti točko, ki jo je stvarstvo ustvarilo kot bližnjico, da toksini hitro grejo van iz telesa, da vam ne težijo in ne obremenjujejo telo znotraj. A to je slaboumno. Ja, to je slaboumno, ampak gledajte, to mi imamo non-stop. Ljudje se spravimo na E. In zdaj, vsi so naštudirali, kateri E ne smejo biti. Ja, gledajte, tehnologija je že 10-krat pogruntala ene druge, samo malo drugače se imenujejo in vam prodajo barve za lase brez ene stvari, ampak če to drži in če vi po naravni poti postanete blond, ne gre. Ne morete po naravni poti postati blond, brez da ubijete las. Tudi če piše, da je brez amonijaka, brez ne vem česa, če je noter nekaj, kar odpre las in mu pobere pigment, je ubilo las. Samo malo drugačno umetniško ime so dali za to. Zato je zelo pomembno spoznati, kaj je naravni red. Ker ko to enkrat poznate, potem ja, res ne bom zgubljala življenja, da študiram 4500 prehranskih teorij. Ko mi ljudje sprašujejo vsak dan za kakšno novo, neka hollywoodska zvezdnica nekaj napiše, ali zdaj moderno, da doktori pišejo, mislim, eno in drugo je enako neumno, ker je nekdo iz neke točkice, ki jo je, ko jo misli, da je pogruntal s tem,
razvijo teorijo, ki vam, če berete samo s tem, zveni zelo logično, ampak ne pije vodo. Glede, mogoče samo na kakšen način mi razmišljamo. Ko meni nekdo reče, recimo, presnojedstvo, najboljša stvar na svetu, vsi bi se morali tako prehranjevati, moja prva misel je pa, čakaj, mogoče so res Američani, mislim, bereš logične razlage za strupljenost, antioksidanti, vitamini, vse pije vodo. Za razum, odlična vaba. Potem rečeš, čakaj, kako to da Ayurveda v vseh teh tisočletjih ni prišla na idejo, da bi Indijci jedli presno hrano, pa imajo veliko bolj vroče okolje, pa še tako okolje, ker lahko non-stop drevesa poberejo pa pojejo, zakaj pa kuhajo 3-krat na dan? Ali zakaj makrobiotika, ki zelo veliko ve o zdravju, in če primerjate Američana pa Japonca, boste zelo hitro ugotovili, kdo bolj zdravo živi. Kako to, da makrobiotika skoraj nič presnega ne uživa? Kako to, da ko prijete v kitajsko restauracijo, ne boste na meniju našli skoraj ničesa presnega? Posebej, če bi šli res v avtentično kitajsko kuhnjo. Da ne govorimo o tibetanskih in ostalih. Še muslimani se niso spomnili, pa Afrika plus 50 stopinj. Grejo kuhati in to ure in ure grejo kuhati. A so res vsi ti neumni? Je samo ta, ki je pogrunto, da je treba proč s kuhinjskim loncem, ali tle obstaja ena širša zgodba? Tisti, ki ste bili z nami na seminarjih, veste, kaj je širša zgodba, in sicer fizično popapati je samo prva runda od 13. Res si mogoče dobijo na krožniku več antioksidantov, vitaminov in vsega, stvari se bojo zaplete v drugi rundi, ko je treba to etersko razstaviti, ko telo porabi ogromno toplote, da zapis živila predela, in zato so vsi drugi pogruntali, da je veliko bolj enostavno to narediti z malo ognja, kot to delati s močmi telesa. In zaradi tega res pri določenem številu ljudi ta dieta, pri ljudeh, ki so imeli višak ognja, je koristna, ali recimo kot kratkoročno razstrupljanje lahko gre skozi, ampak pri večini ljudi pa ustvarja kup enih posledic od hlajenja telesa do izgube toplote in topline. Potem taki ljudje pridejo, recimo Adriana je imela leta in leta svetovanja in pridejo presnojedci povedati, da zdaj imajo sesuto prebavo in da imajo kandido, pa da je nikoli prej niso imeli, pa same sokove sveže, zelene, papajo, pa nič sladkega, edino niso pogruntali, da vso sveže sadje in zelenjava hladi telo. Hladi. In ustvarja presežek hlada in vlage. Ja, presežek hlada in vlage pa so pogoji, ki pašejo mnogim patogenim organizmom. Tako da celotno sliko, ko pogledate, imate čisto drugo istočnico, kako boste sploh ocenjevali nekaj. Da zdaj ne naštevamo vse ostale diete, ločevalna, en dan ješ čokolado, drugi dan ješ ne. To pomeni, nenehno telesu ne dovoliš, da noben proces naredi od začetka do konca. To je ideja takih diet. Ali ne vem, da moramo kot pravi ljudje jesti in loviti samo meso. Ja, seveda, če boste čez dan tudi laufali 60 km, za tem svojim plenom vam ne bo škodovalo, ampak vseh ostalih pogojev pa bo. Tako da veste, tle je marsikaj takega, kar dok ne pogledate cele slike in če berete z možgani, logika je včasih zelo zavajajoča. Naše možgane se da zelo nategniti. Če pa stvar pogledate tako iz poznavanja, kaj je sploh potreba telesa, ja, potem pa vam, potem recimo tudi veliko lažje razvozlati in maščobe, in holesterole, in kandide in ostalo. Ampak ustaviva se kandida, res tema, ki se mi zdi, da je zadnje čase zelo popularna. O tem se veliko govori, se razmišlja, mnogi predvsem čutijo posledice tega, da se je naselila, ne. Kako se jo, recimo, loti nekdo, ki upošteva naravne danosti in tisto, kar bi sam ugotovil, da je pravilno. Na trenutek mi je bilo strah, da bo še rekla, kako jo bomo premagali. Da, gledajte, ona se ne naseli, ona je že noter. Tako kot imamo v svojih telesih vsi in širihij okoli in salmonelo, vsi imamo tudi kandido in kandida ima tudi svoje, ta glivica ima svojo vlogo v stvarstvu. Stvarstvo ne dela napak, torej eno čistilko smo tudi zaposlili, da občasno določene stvari popuca in ona je v svojem izvirni obliki v resnici neškodljiva.
Problem nastane, ko mi ustvarimo pogoje, da ta čistilka prevzame oblast in postane generalna direktorica zelo velikega sistema. Zato pa ni usposobljena. Torej, mi ustvarimo pogoje s tem, da recimo zaužijemo kakšna zdravila, ki pobijajo vse, kar je njoj do sedaj odvzemalo prostor in zdaj ona ima prazno bajto in seveda, da bo žurala noter, ker se lahko zelo hitro razmnoži in to zapolni. Ali recimo jo vztrajno hranimo, o tem bo Adriana več povedala, ker to, kar so nam prodali, da rabimo manj maščob, smo vsi začeli jesti več ogljikovih hidratov in zahodnjaki imamo kronično napačno prehrano, ki nas uničuje ne le na področju kandide, tudi druge. Mi hranimo kandido. Hranimo jo tudi s tem, da je naša hrana sterilna. Veste, vse, kar so jedli naši starši, je bilo polno naravnih fermentov. Kruh je bil mlečno-kislinsko fermentiran, ker se je delal iz tistega nastavka. Vse, kar je bilo mlečnega, je bilo fermentirano. Zelja, tudi ko nisi imel v hladilnik dati to, kar si včeraj skuhal, da jutra bo že manj mlečno-kislinsko sfermentirano. Torej, vsi siri, vsi jogurti so lepo dvigali pokrovčke v roku 3 dni. Torej, veliko žive hrane so ljudje uživali in take, ki je nenehno dodajala telesu probiotike, prebiotike. Potem je pa prišla zapoved, da mora biti vse sterilno. In mi seveda ta dobrih več ne vnašamo, razen če jih drago kupite. Tisto slabo, kar jih pobija, kaj dela konzervans? Ja, pobija vse, kar bi hodilo migati v tej vaši hrani. In mi nenehno ubijalce uživamo, tiste, ki bi pa jim bili nasprotniki, pa smo nehali uživati, ker to je nevarna hrana, veste. Mora biti preverjen in preštet vse v jogurtu, ne pa tako, kaj se bo samo noter zasejalo. To je ta problem. Imamo premalo prahu pod nohti, preveč živimo v sterilnem okolju, zato je kandida tipičen problem Zahoda. Vi kandido ne boste našli med Indijci, Afričani, ostali pa živijo v veliko slabšem okolju, pijejo veliko slabšo vodo, jejo slabšo hrano, ampak ne lomijo ga tako sistematično, kot mi na nekih drugih področjih. In seveda, potem kako se pa tega lotiš? Ja, spet imaš dve možnosti. Če ti nekdo prodal zgodbo, da je to tvoj neprijatelj, ki ga je treba ubiti, potem ti iščeš plačene ubice, ki bojo to naredile, drago plačaš nekaj, kar bo kandido ubijalo. Potem pa tisti, ki so bolj natur, bi raje recimo, ne vem, origanovo eterično olje, kapsule ali kaj takega. Ampak to je isto to, samo namesto sinteznega strupa ste kupili rastlinskega. Ampak logika je čisto enaka. Vi ste šli ubijati nekaj, kar mislite, da vam je neprijatelj. In karkoli, da vi ubijate, delujete toksično in prej ali slej težave ne bojo izginile, ker imate vojno, tako vidite v Siriji, kako to izgleda, ko se začne. Druga opcija je, da pogledate, zakaj se je neko ravnovesje porušilo in da čim prej poskušate pomagati, da se ravnovesje vzpostavi nazaj. In nas v projektu, ko recimo pišemo knjige in ko pišemo na koncu seznam, kaj vse nam je na razpolago, vedno zanima, kakšen mehanizem delovanja ima neka zadeva. Torej, ni vodilo, da je naravno. Naravno je danes čarobna beseda, ki vse prodaja. Ampak kako pa to deluje? Če to deluje tako, da ubije, potem je vseeno, da to delaš s trupom ali delaš rastlino, ker greš ubijati. Lahko pa deluje tako, da zavira in da mu vzame prostor. Lahko deluje tako, da podpre tiste dobre sile, da čim prej pridejo nazaj na oblast. To so veliko bolj inteligentne zadeve in tle se vidi, kakšen ste vrtnar. Tudi na vrtu ste nenehno pred odločitvijo, a pobijate, a vračate ravnovesje. Tudi zdravljenje je ista zgodba, tudi debelostjo je. Na vseh področjih ste vedno pred izbiro. Mislite, da ste vi glavni in da lahko boste pobili neprijatelje. To je koncept, ki izhaja od tle in pelje v vojno in razpad sistema na mikronivoju, makronivoju, ali zavedate se, da je v svemiru že vse na svojem mestu in da je vsaka stvar z razlogom in da je tudi ta vaša kandida ali neka druga težava z razlogom, da vam nekaj sporoči in da vas spodbudi, da vrnete stvar nazaj v harmonijo, ker ta trenutek, ko to vrnete v harmonijo, si bojo, ona se bo v hipu. Tako da, ko mi človek reče, držal sem se te vaše diete, veste, in na koncu nisem zdržal eno kremšnje, to sem pojedel in sem ga posral in se je vrnila.
Glejte, zaradi ene kremšnite ravno to se ne bi, ampak zaradi tega občutka, da ste izgubili vojno, to pomeni, ti si bil v vojni. A je energija v občutku, da si v vojni? Ne, tam ni energija. A je to ljubezen, da si v vojni? Ne. Dajte, če boste že na dieti, pa tudi, če boste pojedli kremšnito, pojejte jo z veliko ljubezni do kremšnite in do sebe, ker tisto, kar bolj škoduje, je tisti občutek, ker zdaj sem prasac. To je tisto, kar ti energijo sesuje, da potem Kandida lahko noter šara. Tam, kjer ste vi res zadovoljni, polni, veseli, tam je možnost, da se razmnožujejo patogeni organizmi minimalno. Pa vam ne flancam poezijo. Ko enkrat preučite, Adriana se s tem zelo veliko ukvarjala, ko smo res preučevali, pa tudi pri navadnih zadevah, pri virusih, pri bakterijah, pa mi vsi želijo neke pogoje. In ful jim paše, ko je vaša energija v podnu. Takrat se lahko razmnožujejo. Zato mati Tereza tudi brez cepiv, super živil, sveže stisnjenih sokovi, lahko božala in gobove in ne vem od česa bolne, pa se jo nič ni prijelo, ker nikoli ni pomislila, da bi se jo lahko prijelo. To je njeno cepivo. In pri Kandidi in vseh teh zadevah je zelo podobno. Seveda, če vam to ne uspe, potem pa boste morali veliko keširati za druga sredstva, ki so vam v pomoč, ampak če bistvo dojamete hitreje, boste zelo veliko prihranili. Hvala, Sanja, za enkrat. Danes smo rekli, da bomo govorili tudi o resnicah in zmotah o holesterolu. Tako da zdaj je na vrsti Adriana, oziroma bomo Adriano povprašali o nekih teh stvareh. Zdaj, tisti, ki ste že prebirali to knjigo, boste morda še z njenih ust slišali tisto, kar želimo reči. Prej si umenila, pa se mi zdi dobro izhodišče za začetek, ne? Izjema potrjuje pravilo. Mislim, da je v zadnjem objektivu, to je ena priloga v Dnevniku, ne, tudi članek o holesterolu oziroma o tem, da se zdaj o tem veliko govori in so se 3 zdravniki odločili, da nam nekaj še sporočijo, da je sicer nekaj res, ampak čisto vse pa ne. Ampak zdaj izjema potrjuje pravilo in tudi tam izpostavljeno ta primer, s katerim bova začeli, ne. Francozi jejo veliko maščob, ne, in jejo veliko tistega, kar je bilo leta in leta deklarirano kot največji sovražnik holesterola, ne. In potem, ker v Franciji ni bilo težav z boleznimi, ki jih holesterol povzroča, ne vem, možganska kap, srčno-žilne bolezni in podobno, ne, so pač rekli, Francozi so izjema, ki potrjuje pravilo, ne. Pa mogoče s tem začneva, zdaj kaj se je dogajalo. In to je bilo tudi najbolj izhodišče, o katerem ste vi razmišljali, predvidevam, ko ste se lotili teme holesterola v vašem projektu. Ja, je zanimivo, izhodišče. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem. Ja, Francozi so znani po tem, da so strašni gurmani, ne, da pojejo, ne vem, naprimer, imam podatke 180 gramov maščob živalskega izvora v primerjavi z Američani, ki jih sem 72 gramov na dan, ne, kar oni morajo malo maščob jesti. Potem ogromno masla pojejo, 60% več sira, 3-krat več svinine kot Američani. Pa nimajo toliko veliko srčno-žilnih obolenj, pa ni toliko smrti, ne, kot je pri Američanih. In res ta francoski paradoks tudi nam ni dal miru, pa sem jaz tudi šla malo globlje gledati, o čem je stvar. In sem se zelo presenetila, ko sem na Švedskem izbrskala enega zdravnika, ki se s tem tudi ukvarja, ne, zakaj francoski paradoks, zakaj ta izjema, je mogoče res vino tisto, ne, ker oni v vsakem obroku malo vinčka popijejo, da jim rešuje problematiko s srčno-žilnimi boleznimi. Pa je on v bistvu ugotovil, da Francija sploh ni izjema. Takih držav je cel kup, sami za to ne vemo. A veste, v knjigi smo prosili gospoda, če nam lahko tisti graf z vsemi imeni držav posodi oziroma da ga natisnemo in si lahko pogledate. Naprimer države, kjer veliko pojejo tudi vseh teh maščob, pa svinine, pa tega so Švica, Avstrija, Nemčija, Italija, Norveška, Švedska, Danska, celo Anglija. Nisem Francija. Zdaj pa ups, kaj pa se je zdaj zgodilo? Se pravi, nekaj, kar naj bi potrjevali pravilo ena izjema,
ni več sam Francija, ampak jih je cel kup. Ampak mi zato ne vemo. A ste to slišali kje? Ne, govorimo samo o Franciji. Ne? Dejansko je to, da to pravilo sploh ni ta pravo. Ne? Kjero pravilo je to lipidna hipoteza. Se pravi, rekli so, da maščobe, ki jih uživamo, nasičene maščobe in holesterol, dvigujejo naš krvni holesterol in to povzroča zamašitev žil na srcu. In kaj to povzroči? Srčni infarkt, zamašitev žil v možganih. In kaj to povzroči? Ja, možgansko kap. In vsi smo temu nasedali. Dejansko to pravilo je zgrešeno. Samo pravilo, ne pa izjema. Ja, zdaj ta na začetku. za uvod, ne? Za uvod. Za tisto, kar bi nam odprlo nekak razmislek, lipidna hipoteza. O tem se zdaj pač si ti tudi veliko, zdaj sta skupaj v tej knjigi veliko pisali, ne? Nekako zgleda kot ena taka zarota, bi človek rekel, ne? In to načrtna zarota, v kateri sta tudi ugotovili so, ne? Oziroma ste ugotovili, kje se je rodila, zakaj se je rodila in s kakšnim tudi namenom, ne? Tako kot vedno, potem, da bo malo več zaslužka za nekatere. Ja, dejansko prihaja od kje ta hipoteza? Iz Amerike. Tako kot vsake podobne zadeve, hipoteze. Rodila se je v Ameriki in sicer nekje po drugi svetovni vojni. Ansel Keys je tisti, ki naj bi bil oče te lipidne hipoteze in to je bil strašen zagovornik svoje teze. Seveda pa v ozadju so bili kdo še? Česa je bilo več? Preveč po drugi svetovni vojni. Prehrambena industrija je imela višek repice, koruze, soje in da ne bi vso to hrano prodajali kot krmo za živali, je to bilo boljše unovčiti kot rastlinska olja. Kaj so nam svetovali kot boljše od masla, pa boljše od svinjske masti? Ja, rastlinska olja pa margarine. In seveda, to je večji dobiček, če gledamo samo te strice iz ozadja, ki so na strani prehrambenih lobijev. Kaj pa farmacija? Ja, seveda je imela en velik interes, da se ta lipidna hipoteza pelje naprej. Poleg tega pa tudi maščobe so bile takrat dokaj nepoznane. Začeli so jih šele raziskovati in vse, kar nam je nepoznano, mi nekako lažje sprejmemo, da to pa je res nevarno. Ne? In poleg tega tudi laboratorijski testi so bili zelo slabi. Kaj so nam na začetku merili, če se spomnite, ko ste šli meriti holesterol v krvi? Kakšen holesterol so zmerili? Skupni holesterol, a ne? Nekaj časa potem so merili kaj? Slabega, kjer je tisti slabi LDL, a ne, kao, ta ne bi bil slabi, kjer je pa dobri? HDL, pa trigliceridi, a ne? Pa še skupnega so pol naredili. A pa ste že slišali, da obstajajo že meritve, sicer ne še pri nas, ki merijo kaj? Tudi različice znotraj LDL-a, pa znotraj HDL-a. Gotovili so, da LDL sploh ni res slab, da imate tudi znotraj njega dobrega in slabega, pa tudi znotraj HDL-a dobrega in slabega. Če vi delate te meritve, so totalno neuporabne, če tega ne veste. En cel skupek dejansko teh okoliščin se je takrat rodil in seveda finančni mogoci iz ozadja so podpirali to hipotezo. Tudi jaz sem pred kratkim, mogoče je bil to tudi članek Borisa Jančarja, to, kar si omenila na začetku. Tudi ta doktor je začel javno pisati, tudi v blogih, tudi po radiju se ga je dalo poslušati. Tudi on je raziskoval ogromno ozadja in priča in piše na to temo, kako je Ansel Keys konkretno lažiral podatke. Kako se piše? Statistiko. Kako se piše ta Ansel Keys? Ansel Keys. Ja, že, reč s črkam. A K... Ansel Y-Y-S. Ja. Ja, tako da, če vas to zanima, mi smo o tem zelo veliko pisali v naši knjigi, ampak tudi ta zdravnik se očitno zelo potrudil.
dejansko mnoge študije, ki so jih plačali iz ozadja in ki so hoteli dokazati, ne, da res uživanje maščob in holesterola je škodljivo, ma skoraj vsaka se jim je izjalovila. Dobili so take rezultate, na katere niso bili ponosni, niso jih mogli dati take v javnost. To so preprosto ignorirali določene rezultate in jih izpustili, da so dobili nekaj, kar je ustrezalo lipidni hipotezi. Mislim, zelo veliko je tega napisanega, ne bi prav v detajle šli tukaj, ker vas bo minilo. Zato tudi knjigca, veste, bila je mišljena taka mala, ne, kot so vse ostale, ampak je toliko enih resnic in zmot, da smo jo mogli malo razširiti. Ja, tema je pa tudi takšna, ne, da je povezana z marsičim, ne, nazadnje. Največ zdravil mislim, da se porabi prav za to zadevo, ne, za nižanje holesterola in tako rekoč, to se daje, predpisuje v tekočem traku, ne, tako da tudi o tem bomo najprej še kaj rekli zdaj, kaj je z vsemi temi zdravili, ali pa če kar zdaj le rečeva, ne, pravzaprav tukaj statini so postali tako rekoč vsakodnevna prehrana ogromne množice ljudi in najbrž to ni bil in ni pravi način lotevanja ali pa sploh ni pravi način, ne, te zadeve in seveda najbrž smo opazovali, kako so znižali stopne, ne vem, kje je stopna nevarnosti, ne, pa ko so se stvari tudi dogajale, pa se, ne vem, zdaj so že kar na 2,5 se mi zdi, ali na 3 rekli, da je že nevarno. Seveda je pa to največji del farmacevtske industrije, jaz mislim, da je s tem povezan. No, zdaj se me spomnila še na to. Ne. Takrat, ko se je ta hipoteza rojevala, ne, je tudi glavni predsednik tega Združenja za srce in ožilje, ne, javno izjavil, da če se bomo vsi, oziroma takrat vsi Američani, pa se pa to razširilo po celem svetu, držali tega, da bomo pojedali do 30, od 25 do 30 vseh maščob, tam nekje 7% samo nasičenih maščob, pa ne več kot 300 miligramov holesterola, potem bomo srčno-žilne aterosklerozo, srčno-žilna obolenja izkoreninili do leta 2000. Izkoreninili do leta 2000, je rekel. Veste, na katerem mestu so danes ta obolenja po smrtnosti? Na prvem imate možgansko kap, potem imate rak, potem je pa srce, srčno-žilna obolenja. A kaj pa je bilo takrat, ko se je ta hipoteza začela osnovati? Katere bolezni so takrat prednjačile? Tuberkuloza, kaj še? Nalezljive, kakšna dizenterija, driske, ne? Aha, nekaj je očitno šlo hudo narobe s to dieto, da smo nehali uživati koristne maščobe, pa da smo tudi statini začeli nižati dejansko naš holesterol v telesu. Ja, kam bi statine uvrstili? Ja, nažalost, nakup z ostalimi zmotami, ki jih poznamo, ki jih je zelo veliko. Veste, statini, sami statini zaradi tega, ker znižujejo holesterol, niso kaj dosti pomagali k temu, da bi imeli manj srčno-žilnih obolenj, niti manj smrti, ne. Mnogi strokovnjaki nas opozarjajo, da to niso statini za par odstotkov znižali smrtnost v zadnjih letih, ampak da je to boljša zdravstvena oskrba ljudi, tistih, ki so bolni na srcu in na ožilju, da je zasluga gre temu. Je pa še ena zadeva, statini najbolj, če že, delujejo pri ljudeh, ki imajo visoko stopnjo vnetja v telesu. CRP je indikator vnetja in tisti, ki imajo visok CRP, takrat statini lahko pomagajo. A veste zakaj? Ne zato, ker nižajo holesterol, ampak zato, ker so ugotovili, da imajo tudi antioksidativne pa protivnetne lastnosti statini. To je sicer super, ampak a ni bolje uporabljati zelišča, začimbe, cel kup naravnih antioksidantov, ki nimajo stranskih učinkov takih, kot jih imajo statini.
če ste kaj brali, ne, tisti, mogoče kdo uživa, pa dajte malo raztegniti tisti listek o uporabi zdravila. Kaj imate vse kot stranske učinke? Od tega, da mišice lahko propadajo, da so jetra lahko pod vprašajem, do tega, da lahko pridete do znakov Alzheimerjeve bolezni, demence, trajna ali pa začasna izguba spomina je zelo pogost znak jemanja takšnih zdravil. In to tisti osveščeni zdravniki svarijo ljudi, ne to uživati. Sploh, če se vam pojavljajo takšni znaki, to je lahko zaradi statinov. Mislim, res je, na vas je odločitev, kaj boste izbrali. Ali nekaj sinteznega, ali nekaj naravnega, ki vam lahko zelo boljš pomaga, no, kot pa statini z manj stranskih učinkov. Fane, se nekaj še spomnila? Mogoče samo, da se spet vrnemo malo na izvirno kodo, ker mi smo zdaj prišli spet do ocene nekega pripravka, eno stran pot si malo gledujemo, ampak v principu nismo se dotaknili bistva. Večina teh simptomov, ki jih omenja Adriana, nastane že zaradi tega, ker ste začeli premalo maščobo uživati. Veste, mi smo pozabili sploh dojeti, kaj so maščobe. Nam je nekdo rekel, to so neprijatelji in mi zdaj sovražimo neprijatelji. Tako kot demonstriramo zdaj proti enim, drugim, tretjim, zato ker vam je nekdo prstom rekel, to je neprijatelj. Veste, to lahko psa tako zdresiraš, da grize po naročilu, ampak mi to enako počnemo. Nismo sploh dojeli, kaj so maščobe in kaj je holesterol, pa so nam že vcepili strah pred neprijateljem. In s tem, da smo mi že zmanjšali, da nismo sploh dojeli, da holesterol je nekaj tako dragocenega, da tudi, če ga nič ne bi zaužili, ga vaše telo lahko iz lufta, iz trave, lahko sproducira tok, koliko je za 10 jajc. Vete, ampak ne zato, ker vam telo hoče nagajati, ampak zato, ker vam stvarstvo s tem sporoča, da je ta holesterol očitno tako pomemben, da mi imamo v telesu mehanizme, da če ne date holesterol po eni poti, ima, da ga naredim po drugi poti, če ga rabim. Vidite, to je naša osnovna surovina za obnovo celic, za zaščito in obnovo živčevja, za proizvodnjo vseh hormonov. Vidite, mi bomo lahko pisali še 10 let knjige o ščitnici, o holesterolu, o živčevju in ostalem, zato ker s tem, da smo popolnoma zavozili, katere maščobe uživamo, smo mi sami naredili sebi fronto enega kupa težav. Vidite, tudi debelost ni posledica maščob, ampak posledica tega, da jemo premalo maščob, pa preveliko ogljikovih hidratov. To je veliko bolj pomembno, kot da se zdaj spravljamo tako bolj teriersko, zdaj na statine ali nekaj drugega. Bolj pomembno je dojeti, kaj je sploh en naravni odnos do maščob. Ko sem ja prvič bila v Skandinaviji in ko so mi postregli ribo s škampi in še 3 majonezaste omake in nikjer ni bilo kruha, potem ja vprašam, a lahko malo kruha, da bi veste, naši gostinci bi 4 porcije beljakovinske naredili iz tega. Pa pravijo, ja, tle imate od spodaj. Ja, res od spodaj pod tem kupom je bilo nekaj takega za 5 cm krat 5 cm, enega tak mali vasa je bil. Sem rekla, bi lahko še malo, sem ga spet en divjak z juga, ker to se ne jem, mislim, oni ne jejo škrobov. Pa sem potem res bila prepričana, da bo rezultat tega huda driska, če ja to pojem. Ne, nobene driske ni bilo, ker seveda noter so vse začimbe, ki morajo še biti, ampak oni resnično imajo čisto drugo prehransko piramido. In naša prehranska piramida, piramida revežev, ki se futramo s praznimi škrobi in sladkorji, je tisto, kar je ustvarilo naše srčno-žilne bolezni. Mislim, da je bolj pomembno, da o tem, kaj povemo, kot da zdaj, ne vem, razčlanjujemo razne pripravke, ker kot si sama rekla, bomo prišli do 4500, ja. Mogoče ravno to. Kako so nam obrnili piramido, ker ko so obrnili piramido... Ja, dejansko s tem, ko so nam obrnili piramido, kaj smo mi začeli več jesti, to, kar je Sanja že omenila? Ogljikove hidrate. Ja, ogljikove hidrate pa sladkorja, ne. Seveda, predvsem so pa bili to ne tisti polnozrnati, ne, ogljikovi hidrati, ampak kaj, to, kar nam je industrija ponujala. Predelani, rafinirani, bela moka, cel kup izdelkov iz bele moke, razna peciva, bel sladkor je bil dnevno na mizi. In kaj smo s tem dejansko naredili? Kaj telo naredi, ko mi pojemo preveč sladkega, preveč ogljikovih hidratov? V telesu se sprosti v krvi ogromno česa, glukoze.
toliko, kot jo ne porabimo, jo ne potrebujemo. In kaj telo mora narediti z njo? Inzulin, odstranja. Inzulin jo pomaga odstranjati, ja. In če inzulin non-stop ne funkcionira, ja, lahko ta mehanizem opeša. In kaj naredijo jetra, če v telesu, v ožilju preveč glukoze? Predelajo jo kaj? V maščobo. No, in ta maščoba pa potuje po naši krvi kot triglicerid. Smo prej rekli, kaj nam merijo vse, tudi trigliceride merijo. In takrat trigliceridi ful narastejo v krvi. In kam jih spakira trigliceride, te maščobe telo? V maščobne celice. V maščobne obloge, kje je okrog trebuha. A ste že slišali? Ja, šlauf, ja. A ste že slišali, kaj je rizični faktor za srčno-žilna obolenja zdaj postal zelo tako pereč? Debelost okrog trebuha. In dejansko, ja, ko so te maščobne celice že toliko prenasičene maščobe, trigliceridov, začnejo sproščati vnetne mediatorje. Se pravi, povečajo vnetja v našem telesu, to je pa tisto, se pravi, dvigne se CRP, homocistein in tako naprej. To je pa tisto, kar je res problem za naše ožilje. Takrat lahko nastajajo težave na našem ožilju, na srcu in na možganjih. Ne zaradi maščob, zato ker pojemo preveč ogljikovih hidratov pa sladkorja. Toliko so nam v bistvu to piramido obrnili na glavo, da nismo postajali vse bolj zdravi, ampak zaradi tega vse bolj bolni. Kdo bi še rekel, da mogoče je bil pa to res njihov namen, ne? Če gremo v skrivnosti zarod. Morda res zarod. Mogoče rečeva še nekaj, zdaj govoriva o maščobah, ne? Deva povedati, katere maščobe tle so dobre, so koristne, še posebej, saj nekih je bilo zdaj že omenjenih, nekih še bo. In seveda, kaj je tista razlika, kjer pa je lahko tudi, ne vem, mleko koristno in mleko, ko mlečna maščoba ni koristna, ne? Mislim, tle vseeno treba še tudi ta poudarek dati, ne? Z kakšne pridelave, na kakšen način, kje iskati te dobre maščobe. Ja, no, če gremo tako, dobre, slabe maščobe, ne? Kaj je tisto, kar je fajn paziti, ko greste kupovati svoje maščobe za svojo družino. Glejte, vse, kar je konvencionalna maščoba, se pravi, lahko je rastlinska ali pa živalska. Konvencionalno to pomeni, da je na intenziven način pridelano, špricano s pesticidi, če gre za neko oljko, Sanja je potvala po Španiji, pa je videla take nasade, da vas strese, ko to vidiš, kako ta drevesa rastejo, na čem rastejo, kakih silijo k neki proizvodnji, k neki rasti, pridelku. Po drugi strani sem tudi veterinarka, pa sem videla, ne delam več v tem poklicu, sem videla, kako izgledajo koncentracijska, dobesedno taborišča za, ne vem, za pujske, za piščance, za krave. Mislim, če žival nima prostora, da se giblje, če ne more gledati sončne svetlobe, če se ne more zunaj pasti, se pol ni čudnega, da more jesti vitamine, sintezne, antibiotike, hormone in ne vem kaj še vse, da lahko prdela to, kar je človek pač pol vzame, kot svojo prehrano. Ampak veste kaj, te maščobe oziroma te snovi, ki se kopičijo v maščobah, to mi pojemo. Ta stres, ki jo žival ali pa rastlina doživi, to gre skozi maščobe tudi v nas, tudi skozi drug vir živil. Tako da vse, kar je konvencionalno, dajte probati tega čim manj, uživati pa naj si bo to nasičena ali pa tekoča olja, rastlinska. Seveda ali margarina ali maslo, mislim, da vam je zdaj že postalo jasno, da je maslo mnogo boljše od margarine. Dejansko, ko so rastlinska olja začeli starjevati, so ustvarili še transmaščobne kisline. Zato je pa dokazano, da povzročajo srčno-žilna obolenja, da vam cel kup ostalih obolenj tudi povzročajo. Se pravi, kaj še od olj, recimo rastlinska olja kot omega-3, so zelo občutljiva in če jih vi na njih pečete jajca ali pa zrezke cvrete, kaj boste naredili? Omega-3 boste uničili in si boste več škode naredili, kot pa bi z njimi koristi telesu prinesli.
Tudi če se vam začne olje, ki je recimo za peko, primerno, pa se vam to začne dimiti, ne? Se mi je to kdaj zgodilo, se obrnete okrog, iščete neki pokuhan, tam je pa že cel dim, ne? Tukaj sproščate rakotvorne akreoline in to vdihavate, Bog ne daj, da še to jeste pa. Tako da velike takih napak, ki jih naredimo sami, velike pa tudi, če veste, da tega, kar je res konvencionalno, kar je nehumano vzrejeno, tega ne kupati, puste to. Kaj pa dobro, ne? Jaz izbiram ekološko. Ekološko, biodinamično, to, kar je pri nekem kmetu, maslo, mleko, polnomastno, Cveta je rekla, kakšno mleko je. Najbolj nevtralno za organizem in lažje prebavljivo je polnomastno surovo mleko. Seveda, če je to od ekološke proizvodnje reje, kjer so krave zunaj se pasle, naprimer, če se krava pase zunaj, ona je tako kot mi, ne? Če mi nismo zunaj na sončni svetlobi, mi ne bomo tvorili D-vitamina. Ja, v tem mleku, če je krava bila v hlevu, ona tudi ne bo imela v mleku D-vitamina. Če se bo pa zunaj pasla, ga bo pomela, ne? Ama ta mlek tudi menda omega-3 Ja, seveda, prav to sem hotela pri reči. prosti pašni reji. Seveda, so dela raziskave, da krave, ki se pasejo, ali pa ovce, ali pa koze, ne, pa mleko od teh živali, imajo neprimerno več omega-3, pa manj omega-6. Tiste, ki pa uživajo veliko zrnja, pa so noter, ne, pa malo sena, pa trave imajo pa veliko omega-6 maščobnih kislin. To veste, ne, da je ravnovesje omega-3 in omega-6 zelo pomembno. In v naši sodobni prehrani je omega-6 čist preveč, ne. Primanjkuje omega-3. Omega-3 so protivnetne, omega-6 so pa vnetne maščobe. Se pravi, že po tej plati ustvarjate vnetje v telesu. Pa jih vse naštej, kje so omega-3, kje so omega-6, Omega-3 tam da si jih obudimo. Ja, omega-3 imate v lenenem, v konopljem olju, v semenih, v oreščkih, orehovo olje, orehi, potem čija semena, ribe, ja, losos, naprimer, pa tudi postrv, konec koncev, srdelce, ja, jajca, ja, pašnih, kokošk, ekološke reje, ja, mleko spet iz ekološke pašne reje. Ja. A če ne mleko je ekološko mleko, pomeni, da se je to, kako govorilo, paslo zunaj. Ekološko, ja. Sam problem je pozim se nobena krava ne pasa. Ja, ampak morajo imeti pa seno, morajo imeti takšno krmo, ki... Število dni, ko so odzunje, je zelo določeno, ampak nekaj drugega morate paziti. Dva kriterija imejte v mislih. Eno je način vzgoje, o tem znanstveniki zelo malo govorijo, oni še vedno tako, a te maščobe, to vam nič ne pove. Lahko je omega-3 pa je za nič. Torej, odvisno je, kako je ta stvar pridelana in zelo pomembno je, kako je predelana. Glejte, imate eko mleko na trgu, ki je homogenizirano in UHT obdelano. Torej, to, kar so pridobili z načinom pridelave, so uničili z načinom predelave. Ja, se to je že pasterizacija v bistvu naredi ta problem, ne? Mleko mora biti pasterizirano, pa uniči omega-3 zaradi tega, ne? Tako da omega-3 so prve, ki so bile spodnešene z globalno trgovino, ker to so zelo nestabilne maščobe. To, da ti kupiš pasjo hrano, pa piše obogateno za omega-3, to je kot tisti deodorant 48 ur, ker če stvar ima rok uporabe 2 leti in piše, da ima omega-3, mislim, ne nasedajte na smrtce, ker termična obdelava recimo tega izdelka, kot so briketi ali kaj takega, je tako agresivna, da ga ni omega-3 pripravka, ki bi to preživel. Raje dajte svojemu psu še žlico kakšnega res hladno stisnjenega olja ali lanenih semen ali nečesa, ki bi to možno ohraniti. Torej, omega-3 zdrži toliko, v kakšnih je pogojih. Recimo laneno olje ga ima ogromno, ampak te so najhitreje žarke. Mogoče je lažje s konopljinim oljem, orehovim ali ne vem, s takim, ki so bolj stabilna, pa sicer, ker je malo več različnih maščob noter, si pomagati, ali recimo laneno seme vi lahko držite doma dolg. Ta trenutek, ko ga boste strli, se bo sprostila vsebina. Če ne pojeste v 15 minutah, bo za nič, ker bo oksidirano. Tako da malo moramo poznati zadevo, ampak dajte se fokusirati. 46 stopinj
Ja. Fokusirajte se na bistvo. Torej, bistvo je, naj vas zanima, kako je to sploh pridelano in kako je predelano. Manj pomembno je, katera je dobra in slaba, ker verjemite mi, še kokosova maščoba se lahko predela danes tako, da je strupena, pa je načeloma zelo dobra maščoba, ampak tudi njo se po naročilu in hidrogenizira in tako zato, da nima točke topljenja več na... A ste opazili, da se čokolade poleti več ne topijo? Ko smo mi bili otroci, poleti nisi mogel jesti čokolade, ker je vsaka bila stopljena. Zakaj? Industrija danes poljudno, po želji, lahko določi točko topljenja maščobe. Zato se tudi zdrave in nasičene maščobe degenerira skozi proces hidrogenizacije, ker industrija lahko reče, želimo za Afriko čokolade, kjer se kakaovo maslo ne topi do 50 stopinj. Ni problem, vse se da narediti. In da ti samo malo to dvigneš, seveda je treba manj hladilnike zaganjati, manjši so stroški za transport in ostalo, veliko več keša ostane pod prsti, vi pa rečete, ja, kakaovo maslo je zdrava maščoba, ne, to ni nevarna zadeva, ni na seznamu nevarnih. Dajte vi to malo na temperaturo, pa boste takoj videli, kaj imate. Tako da, v principu tudi, ko ja dam naravno eko margarino, če res naravna eko, bo zelo hitro začela oksidirati. Če ste pustili odprto, recimo gurmet, on bo dobil tisto temno, rumeno skorico, to pomeni živa maščoba in niso jo ubili. To je dober znak. Res, da boste morali malo z nožem potegniti, ampak je to živa maščoba. Lahko pa kupite maščobo, ki bo 5 let ostala nespremenjena. To je navidezna maščoba, to je to, kar je Budvigova imenovala dejansko to plastika. In danes lahko narediš kroasane, ki so kot da so ravno kar spečeni, pa imajo rok uporabe 3 leta. Ta make-up v industriji je neskončen, zato je strašno pomembno, da vi veste, kaj je naravno živilo in kako z njim ravnati. In dajte v to usmeriti svojo pozornost, ker mi smo res, maščobe so glede tega zelo trpega Adriana. Zdaj smo imeli strašen problem s temi knjigami. Prvo smo mislili, da bo ena majhna knjigca. Potem smo gotovili, ne, bosta 2. Okay. Potem pri drugi smo gotovili, da bi morali biti še 2, ker ne moreš tako na pol povedati zgodbo, ampak nekaj smo se morali ustaviti, bo je zelo frustrirajoče, res. A dovoljte, gospa Sanja, jaz bi je tole red vprašal prej. Recimo ribe, ne, ribe, hiter bom. Ja. No, srdelice rečemo. Ja. V večjih vidite, da so zdaj plastika, vsa svinjarjenja, odkar se dolg časa pač nabira lahko. No in me zanima, recimo te majhne sardince. Ja. So dobre, ampak pasite, ne, imajo en tak trajanje rok, ne. Ja. In zdaj, kvaj zdaj tole not, recimo zdaj, če tisti sem včasih tukaj, kadar sem jaz ti stran zlival. Navzame se tudi dobrih stvari, ampak recimo, koliko je tle konzervansov. O konzervu govorite? Ja. Dobro. Mi smo se na Hvaru pogovarjali z ribiči in eksperti, ki so nam pokazali, kot imajo ženske make-up za šminkace, obstaja make-up za ribe. Obstajajo kapljice za oči za ribe, da riba po 7 dneh bo še imela bister pogled. Ja, to je. In obstaja kemikalija, ki se da na škrge, da so škrge tudi po 7 dneh krasno rdeče. Tako da, če ste mislili, da znate zbrati svežo ribo, obstaja samo en način, ne govorim za te zberete, tamale. in sicer tako, da vi morate pritisniti, da vidite, a je res trda, a je kašasta. Ampak to vam ne bojo pustili. Drugače, ona bo izgledala, kot da je ravno kar ulovljena tudi po 7 dneh. Ne, jaz sem vprašal za te tamale. No, ampak hočem vam Pa za vsebino, povedati, da ni ga med nami, tudi če mislimo, da vemo, da smo kos temu, da vemo, kaj vse je možno. Vsekakor velja, čim manjša riba, pa da je dlje časa plavala po greznici svetovnih morij, bolj zdrava, zato so srdelce zagotovo 100-krat boljša hrana kot tune, ker... Zanima me ta vsebina, ki je tam tist olje noter. To, kar je noter, vam ja ne morem razložiti, kaj je. No, ampak to, kar si rekla, Ne, škodljivost, koliko se ne vzame, ker ima le konzervanse. Ja, olje, ki ga iz rezerv dajo, pa mogoče to olivno olje in ga uporabijo za konzerviranje. No, to me zanima, če ti da to zaužiješ. Ja, gledajte, mislite, olje v vseh priročnikih piše, da je recimo rok uporabe sončničnega olja 1 leto. Če zdaj kupite eno konzervo, ki je v sončničnem olju, ima načeloma rok uporabe 4 leta. Jaz sem se enkrat hecala in rekla, kaj 4-krat ti odprejo, da zamenjajo olje. Ne. Torej, tehnološko gledano, oni lahko preprečijo,
da bi to olje spremenilo svoje organoleptične lastnosti. Kar pomeni, da so ga morali na neko finto ali pregreti, ali obsevati, ali karkoli narediti, da ni več podložno oksidaciji, kateri bi bilo podložno, če to tega ne bi storili. Torej, to so posredni podatki, na osnovi, ki vi lahko samo ugibate, kaj so naredili. Ker se nam sanja ne, s kakšnimi vse tehnologijami danes razpolaga industrija. Industriji so celo to zadnje varovalo črtali, ne obstaja noben pravilnik, ki bi določal, koliko let se lahko reciklira neka surovina. Povedano drugače, to smo se res dopisovali z ministrstvi, takrat, ko je bila tista afera, a se mleko lahko podaljšuje rok, spomnite se, to je malo šlo po internetih, ja, in so nam odgovorili, ne, takoj po preteku roka uporabe se živilo ne sme uporabiti. Smo mi še enkrat spraševali, smo rekli, ne, mi smo vas vprašali, kupim mleko dan pred iztekom roka uporabe, a lahko skuham puding, pa ga prodajam še leto dni. To lahko. Aha. Torej, moka, konc roka uporabe, kupim in naredim iz tega testenine, ki imajo novi rok 3 leta. Ja, to pa lahko. Ker se računa, da če si kupijo živilo v roku uporabe, je enakovredno svežemu živilu. Aha. In potem ne prodajo se te testenine 3 leta in jih kupi industrija gotovih jedi in naredi gotovo jed, ki ima rok uporabe še 3 leta. A lahko? Ja, lahko. Proizvajalec prevzema odgovornost za mikrobiološko neoporečnost. To pomeni, če je sposoben to pregreti, koliko je treba stopinj, ali dodati temu kakšen konzervans, da noter nič ne bo mrgolelo, ko vi to odprete, je za njih zgodbe konc. Mi smo vprašali potem, obstaja v Evropi kakršnakoli zakonodaja, ki bi rekla, koliko let se lahko tega igramo, taka zakonodaja ne obstaja. Glejte, ko so na Hrvaškem imeli tisto 10 let staro meso, so inšpektori priznali, edini prekršek, ki je bil storjen, je ta, da so ga deklarirali kot sveže. Torej, ne obstaja noben predpis, po katerem bi nekom bilo prepovedano, da 10 let staro meso skuha, naredi salamo, klobaso in ni tehnologije, ni metodologije, s katero bi mi to celo lahko dokazali in če bi tudi dokazali, s tem niso kršili nobenega predpisa. Kar vam hočem povedati je, čim prej nazaj k izvirni kodi, ker vam bo to pomagalo, da sploh znate prepoznati, kje je treba bežati stran. Sveže srdelce. Druga zadeva pa je ta, Druga zadeva pa je ta, da na vse večjem številu področji je edino, kar vam lahko svetujem, da resnično toliko skrajšate svojo skrbovalno verigo, da poznate žival, od katere nekaj hočete pojesti, da poznate rastlino, ki jo boste pojedli, najboljše, da je zrasla na vašem vrtu. Adriana ni povedala, njen oče je res ima na 1000 metrov nadmorske višine ekološko pridelavo jajc, ampak tudi to ni zadosti dobro, zdaj bomo mi to imeli tudi na svojih vrtovih, ker je, mislim, da prihaja ta čas, ko res pogoje, da nekaj raste z ljubeznijo in da potem tudi ima vse tisto, kar edino v ljubezni lahko zraste, bomo izpolnili edino pod pogojem, da se tega lotimo. Zato smo se tudi v projektu zdaj lotili od samooskrbe, temu rečemo radikalna samooskrba. Res, zdaj že v tisku je priročnik na temo vrtnin celo leto, Adriana piše na temo perutnina na malih vrtovih za telebane. Tako da resnično se mi zdi, da je investicija časa in energije, da se tega lotimo, veliko lažja, kot da zdaj delamo doktorate na vsakemu izdelku, ker dok mi eno stvar pogruntamo, industrija je pogruntala še 10 drugih. Pa mi smo zelo na tekočem, ampak povem vam, da včasih začutiš, takrat, ko nevladne organizacije nekaj izvemo, je ta zadeva ponavadi v uporabi že 10 let. Encimske tovarne, esterifikacija maščob. Mislim, ko boste brali, kaj vse se lahko naredi z maščobom in ni treba deklarirati, potem pa res ugotoviš, da je najbolj varno prevrati še malo travnika, pa se lotiti stvari še bolj svojimi. Sam pod vprašanje glede srdelc, a se potem po vašem, recimo čist po intuiciji, ne po raziskavah, v tem olju
ki je noter, ki so te srdeljce, v konzervi govorim. Ja. Tudi kaj ne vzamejo tega omega-3, a je to Glejte, za stran, kakor sem jaz To včasih olje, ki je zlival. noter... A se ne vzame kaj omega-3 Ma govorim? kak ne more se navzeti omega-3, ne morejo sploh to preživeti, kaj je noter, tako da ja mislim, da to olje lahko komot odlijete stran. In čim prej pozabite, to je zelo, kako bi rekli, hranilna vrednost tega živila, za velik denar ste kupili zelo malo živila. Mi v Sloveniji, če že hočete ribljo beljakovino zaužiti, mi imamo ta privilegij, da je v Sloveniji dosti dobrih ribogojnic za postrvi. In postrvi imajo prehranski profil, ki je zelo podoben lososu. Losos je pa, glede načina pridelave in tega, kar pride do nas, veste, do nas ne pride prva klasa, do nas pride, ne želite vedeti, barvan, futran, sojo in vsem ostalim, ja, barvna lestvica Za obstaja in Francoze tako naprej. take, ja. No, ampak tudi polenovki nastajajo. Torej, peljte se do ribogojnice, pogledajte nivo vode, a res imajo Pa ne veš, potok, kaj a je futra. plava, Ne veš, kaj je futra, pa isto Še si vedno pa lahko vprašal. je veliko, nimamo prav, ja, samo mi dva dialoga. Hočem povedati, da profil res postrvi je zelo hranilen in naši postrvi so, glede na globalno trgovino, totalni nadstandard, ker še vedno je večina naših ribogojnic zelo mehna, to niso hektari, ampak so to mehne ribogojnice, imajo naravne pretoke vode in tudi, ko enkrat boste probali za vzorc primerjati, to, kar mi jemo in kar jejo, mogoče samo malo naši sosedi severno in južno, smo veliko na boljšem. Tako da recimo to je en izmed virov, ki se ga splača, pa tudi Jadransko morje, ja. Veste, nam povejo, kje so ribo izlovili, niso nam povedali pa, kje je predtem plavala. To pa je problem danes. Važno je to, kakšno hrano dobi riba, Ja, zelo pomembno. ki jo kupujejo, Ja. narejeno iz kosti, iz ribje moke, iz Atlantika. Ne glede, a je to Evropa ali kjerkoli posod je ista hrana. Torej bomo morali tudi ribe jeste gojiti. ribo iz vode same, Ja. iz naravnega prehranjevanja, tiste, ki so kot pa. Se popolnoma strinjam. Glejte, katerega koli področja, da bi se dotaknili, bi za vsako stvar ugotovili, da je zelo veliko tenkov, na katere treba biti pozoren. Sam to No, glejte, zdaj pa se vrnemo na levo in desno, a ne zgodbo, in sicer, če probate s tem, imate zaštudirati 100 let. Če pa probate s tem, potem pa obisk tržnice zgleda takole. Pogledaš, a mi to diši, a mi ne diši, in potem včasih roka gre in reče, to pa bomo jedli. Včasih pa je celo eko super, pa tako, pa roka prime pa reče, tega ne bomo jedli. A verjamete, da vsi imamo to moč? To je spet naredim. Če bomo malo krepili v sebi, mi smo na Hvaru delali en poskus, ker smo ljudem hoteli prav to dopovedati, da vsi imamo to moč. Dali smo v en škafek olive, ki smo jih nabrali na zelo starih, 300-letnih drevesih in drugega mlade, taka je nema čudna, ampak navidezno so bili čisto enaki plodovi. Potem smo vsakemu rekli, ja, primete v roke eno, pa drugo, pa poveste, katere se vam zdijo boljše. Mi se zdijo enake, ampak dobro, ajde, če je treba, pa so vsi mislili, da to bo 50-50. Ne, rezultat je bil 90-10. Vete, nihče pa nismo nič ono neke ekstra senzorne, ne vem kakšne sposobnosti in ostalo razvijali. Ljudje so bili šokirani, ker so dojeli, da oni to sposobnost imajo. Da je vsem bolj potegnilo to, kar je bilo starega drevesa. Vete, to možnost še vedno imamo, samo mi se ne spomnimo vprašati. Še vedno biramo z očmi, ne biramo z zavestjo. In če bi vi vsako stvar prejeli v roko, to pa lahko na tržnici, a ne? No, reš v trgovini, kjer je vse v folijicah, bi zelo hitro, tudi zaupakirano, če bi si samo vzeli ta trenutek časa, da se vprašate, kaj moje telo pravi o tem. Enako velja za vsako prehransko dopolnilo. Jaz sem za hec tako, ko sem naredila svojo selekcijo, kaj bi meni bilo prav, jih potem nesla še na recimo biorezonanco. In je zanimivo, vse te, ki so mi bili malo v opisu super, ampak to mi nekaj ni dišalo, za vse mi rekel, da bi mi ti škodovali, vse, ker sem jih dala na seznam, da se mi to zdi okej, mi rekel, da bi mi koristili. Poglejte, tudi vam povem, da ne razpolagam z nekimi nadnaravnimi močmi, ampak vprašati je treba na pravem naslovu. In ta pravi naslov smo mi. Edino so nas prepričali, da nismo. To je naš problem.
Ne rabite se nič novega naučiti. Obstaja v slovenščini beseda odučiti. Ne. Ja, delam besede, ko mi zmanjka, ker veste, slovenščina ima malo premalo besed zame, ampak odučiti se je treba, veste. Pozabiti eno kramo, ki jo imamo in ki nas onemogoča, da stvari čist direktno zaznamo. Bom ja povedala, ja. Če vemo, da v Aziji ne pijejo mleko in da nimajo nobenega stroka. Ja. Vete, glede mleka, resnici zmote o mleku, a je mleko res samo za teličke, a je mleko v redu za ljudi. To je tudi ena zadeva, ker se pod besedo mleko skriva 1000 in en izdelek. Harvardska študija 12 let na 78,000 žensk je dokazala, da tiste, ki so 3-krat na dan pile mleko, so na koncu imeli več zlomov od tistih, ki sploh mleka v tem času niso pile. Ja. Ampak to ni argument za vegance, ampak je to dokaz, da je industrijsko mleko popolnoma nič vredno živilo. In obratno, imate ljudi na tem svetu, ne malo, ker jim je mleko eno od osnovnih živil, ampak uživajo živilo predvsem in zelo pogosto v fermentirani obliki in živilo oziroma mleko, ki je na popolnoma naraven način pridobljeno. Torej, tisto vsi Rusi, Kaukazije in ostalo. Res je tudi, da se razlikujemo ljudje med sabo. Približno 30% ljudi mleko brez težav konzumira. Tam, kjer imate sesuto črevesno floro in imate dovolj lastnih probiotikov, da takoj mlečni sladkor popapajo in predelajo, potem vam lahko laktoza dela težave. Včasih pa je tudi presnova nekih ljudi taka, da jim v vseh oblikah mleko dela težave. Torej, človek mora sprobati in se odločiti. Meni recimo kravje mleko dela sluzja, takoj dobim cmok v grlu, pa zamašene sinuse, ovčje pa kozje mleko brez težav uživam seveda pod pogojem, da je naravno fermentirano, da ni pregrevano mleko. Maslo pa recimo je zame zelo blagodejno živilo. Tako da ne morete, ja ne morem niti to svojo resnico prodajati vsem, da je edina prava, ampak zelo pomembno je torej, da sebe vprašamo, da sprobamo, da vidimo, najlažje to naredite tako, da nekaj časa intenzivno uživate neko živilo, potem pa totalno nehate za določeno obdobje in potem ponovno par dni intenzivno ga uživate, ker takrat boste videli razliko v občutju, če nastaja. In potem veste, da jo lahko pripišete temu živilu in če parkrat ponovite ta poskus, boste dosti hitro ugotovili, zakaj gre. Res je, da Azija ni navajena mleka in zato tudi težje ga prenaša. Zanimivo je, da iz modnih razlogov je Kitajska trenutno največji porabnik mleka in zaradi tega se jim pojavljajo bolezni, ki jih nikoli prej niso imeli. Ampak to ni spet dokaz, da je mleko krivo. Seveda uvažajo za nič mleko iz celega sveta in silijo svoje telo, ki na mleko ni navajeno, da bi ga uživali. Torej, resnica ima veliko tenkov, vi pa morate svojo najti. Sojino, riževo, ovseno. Spet pogledajte, vi mene vprašate, kaj pa to mleko. Če je to mleko v tetrapaku, UHT, predelano, se gre to na 200 stopinj, z rokom uporabe 1 leto in pol nafutrano s cukrom noter, potem težko rečem, da je to boljše, kot da bi pili kaj drugega. Obratno, sami naredite svoje sojino, ovseno, riževo, mandljevo, dobite nadomestek za materino mleko. Pa spet, če bi šli še malo otenke, tudi ni vseeno sojinim, pa morate znati, kako se to naredi, morate ga zelo pravilno namočiti in tako naprej. Torej, ko mečkam začnete zadevo poglabljati, ni vprašanje, ali sojino mleko je ali pa ne, ampak kdo, kakšnega in kdaj. Sojino mleko za otroke ni primerna hrana, ker je preveč beljakovinsko. Za otroka bi bila idealna hrana mandljevo, ker ima enako ravnovesje beljakovin in sladkorjev kot materino mleko. Seveda ne to kupljeno mandljevo, ki je kot posladek pocukrano, ampak tako, ki bi ga sami naredili. Tudi za starostnike mandljevo je brez... Kaj pa cianidi in pa mandljevo mleko? Za otroka se dela vedno z odlopljenim mandljem. Torej, namočite mandlje in jih poščipate, da zavojnice padejo van. Za odrasle ni noben problem, ker ta trenutek, ko ste vi namočili čez noč, se je iz lupine že izluščilo vse, kar bi lahko bilo. Kaj pa mandlji, ki so špricani? Kaj? Kaj pa mandlji, ki so Glejte, spet se vračamo. Vse, o čem mi govorimo v projektu, je izvirna koda, sploh ne govorimo o ponaredku živil. Glejte, jaz v projektu ločim polnilo in živilo. Zame tisto, kar si ti moral s trupom
pripelje do tega, da nekako zgleda ni živilo. Tako da ne obstaja varianta, ja, ni slabo, mogoče se bo dalo, ker preprosto, če je živilo moralo biti forsirano, s tem potem boste res z njim zaužili več trupov kot koristi. Kaj pa tam mleko v prahu, recimo, smijo na linijo kozega? Mleko v prahu je nasploh problematičen izdelek, ker stabiliziranje mleka v prahu ni možno brez par spornih dodatkov in ti sporni dodatki so problem pri mleku v prahu. Če delate vojne rezerve, je v redu, ampak za vsak dan uporabo parajne. Za dojenčke. Ja, tudi materino mleko bojo, ne vem, v mikrovalovki, ko enkrat izvirno kodo spoznate, potem na vsako to novico boste hitro verjeli, je treba trzati ali ne. Niste hoteli vprašati? Zdaj, ko govorite izvirni kodi, se zelo strinjam s to kodo, to je bistvo vsega, da bi mogoče, če bi še kakšno besedo več o tem načinu, kako bi si sami pridelali hrano. Aha, ja, bistveno vprašanje po vsem tem je resnično to, kako bi si sami pridelali hrano. Hvala, nisem naročila to vprašanje, ampak mi zelo prav pride. Ja, gledajte, tudi mi usedli smo se tako za nov let in rekli, Permeduš, ni nam všeč, v katero smer gre ta svet. Še najbolj nas skrbi to, da se naši mediji obnašajo, kot da nismo na tem planetu in da v Sloveniji sploh ne morete. Danes je bila neka podaja, tudi ob 17, ker smo neki prvič malo o Siriji slišali, ampak on se sanja kaj se vse trenutno v svetu dogaja. In vse skupaj, ta mok, zakaj se o tem pri nas toliko malo piše, me ne bolj skrbi, kot bi me, ta mok mi je zelo značilen. In ko smo delali plan, katerih tem se bomo lotili, tisti, ki spremljate projekt, veste, da smo napovedali in stres in še druge teme, ampak smo začutili, da je hudič, mislim, res vzel maha in da se treba podnujno, v naši politiki se ne lotevajo pravih vprašanj, tako da tisto, če se očitno mi bomo morali lotevati, je lokalne ravni in lastne samooskrbe. Lastna samooskrba ni le hrana. Dejansko ti moraš biti sposoben poskrbeti tudi za svoje zdravje, ker veste, prepustnost našega zdravstvenega sistema je, če vas 5 zlomi nogo, vas bojo že oskrbeli. Če vas 500, ja, potem pa boste morali to znati sami urediti. Če se karkoli zaniha v sistemu, gasilci pridejo, če pri enem gori. Ne morejo priti, če pri 100 gori. Rešilc lahko pride, če se zgodi ena mehna nesreča. Poglejte zdaj, ko smo imeli tistih 100 avtomobilov. Izredno stanje. Lahko uvažamo od druge. Ampak kaj, če bi se istočasno karkoli zgodilo, pa sploh ne govorim o nekih kataklizmičnih scenarijih, govorim samo o čist realnih možnostih in pridete do tega, ja, naša odgovornost je, da se začnemo ukvarjati s pravimi temami, če se že politika noče. Prave teme so, koliko smo mi sposobni predvsem ohraniti svoj notranji mir. Ker nobeno znanje vam ne bo pomagalo, če niste sposobni ohraniti svoj notranji mir. Lahko ste doktor znanosti na področju reševanja, ne znate nič narediti, če vas panika zagrabi. Torej, predvsem to moramo naučiti. Opraviti svojimi strahovi, skrbmi in ostalim, kar nas nenehno melje, pa mi to puščamo tako, ajde še ni čas. Ampak veste, mogoče nas situacija sili, da malo hitreje pospravimo svoje težke nahrbtnike. Druga stvar je pa, da res naredimo malo svoje lastne inventure, kaj obvladamo, kaj ne. Vam povem, ravno prav sem bila bolna pred kratkim, da sem imela časa, da naredim to inventuro in sem ugotovila, da kljub temu, da marsikaj vem, pri vsaki točki bi mi se nekje zataknilo. Nekaj narediš do določene točke, potem pa moraš malo odpreti knjigo, ali malo pogooglati, ali malo koga poklicati, pa preskočiš, pa greš naprej. Ampak kaj pa, če v tem trenutku tega ne bi bilo možno narediti? Ups. Potem pa dojameš, da edino, kar šteje, je tisto, kar zares obvladaš. Obvladaš pa samo tisto, kar si že večkrat naredil. Torej, mi ne moremo postati samo oskrbni takrat, ko bo kriza. Ne, dejansko takrat boste znali uporabiti samo tisto, kar ste že velikokrat uporabili. Mene mamice, to mi bi imamo najraje, ko reče, ja, kaj zdaj, ko je otrok bolan? Pa gospa, a imate knjigo Vojna ali mir s antibiotiki? Ja, seveda, veste, ampak
nisem jo še prebral, bom, če bo treba. Ja, ko otrok bo imel vročino 40, je zadnja stvar, ki ti bo prišla na misel, da mu rečeš, tu še počakaj, da mamica prebere, kaj treba delati, ko imaš vročino 40. Takrat šteje samo to, ker si že 30-krat naredil in točno veš, kaj za narediti. Zaradi tega se mi zdi, da ne glede na prihodnost, je najboljša naložba časa, da nehate spremljati novice in da se začnete ukvarjati z lastno inventuro, kako predelati več hrane, kako jo znati pripraviti, kako se znati pogreti, kako se znati pozdraviti, te osnovne zadeve. In upajmo, da to nikoli ne bomo rabili zaradi preživetja, ampak ko to enkrat obvladamo, potem bomo resnično nadobiti na vseh področjih življenja. Tudi v miru, ne samo, če bi do česa prišlo. To so tiste najbolj dragocene stvari, ki jih potem lahko prenesete tudi svojim otrokom ali vnukom, da vejo, da obstaja življenje izven Facebooka in interneta. Ker veste, ne vem, če ste slišali za kremanske prirodbe, ampak jaz sem jih zelo davno brala, pa kot Arabič reče, ljudje bojo umirali, ne bojo pa vedeli, da hodijo po zdravilih. To je tragedija našega časa. V tej Sloveniji nobenemu ni treba umreti od lakote. Kljub temu, da je samo skrba. Naprimer, prva stvar, ki bi bilo treba narediti, je kupiti zemljo. Kupiti zemljo. Tudi ni nujno. Mi imamo, veste, privilegije Slovenija. Kamorkoli naredite 500 metrov stran od svoje hiše, lahko najdete kos neonesnaženega zemljišča. In če znate prepoznati hrano, hrana raste povsod. Glede, ljudje so včasih, ko prive so najboljša hrana resnično, lahko jo brez težav tudi shranjujete, brez da jo pridelujete. Ja jih flancem, ja jih imam v toplih gredah, ker jih zdaj že v januaru, v februaru lahko jemo. Mislim, ko moja mami rečem, da flancem koprive ne more verjeti, ampak to je pri nas zaščitena vrsta na vrtu. Ko jo vidiš, jo pusti. To je najbolj dragocena zelenjava. Druga stvar je, gledajte, ogromno užitnih rastlin je, treba jih je spoznati, ker to boste lažje najdli, kot imeli svoj vrt, seveda je dobro imeti tudi svoj vrt. A veste, da so ljudje včasih namesto žit jedli škrob iz bukve? To je užitni škrob, sicer ga je treba predelati. Resnično iščemo, edini razlog, zakaj industrija ne izkorišča masovno plod bukve, je ta, da bukva ne obrodi enako vsako leto, pa jo ne morejo industrijsko, včasih ogromno, včasih manj. Ampak gledajte, imamo bukovih gozdov, da bi 3 Slovenije prehranili, a kdo od vas ve, kako se bukov žir pripravlja? Eto nama prave teme. Kdor prvi izve tehnološki postopek, naj nam ga pošlje, da ga napišemo v novicah še za ostale, ker raziskujemo. S tem boste rešili, kaj? Ne govorimo o hrastu, ne govorimo o buku, ker bukva nima tanina. Bukar nima tanina, vseeno je nekaj treba narediti s tem, ampak recimo, brez da kar goli gojimo, že imamo. Seveda, potem je pa še vse tisto, kar bi nam zraslo, z minimalno napora. Mislim, da bomo morali končati, mogoče te lahko še kaj vprašali Adriano in Sanjo zdajle, ker 15:09, če ima kdo v garaži avto, se garaža zaklepa, tako da bomo še toliko časa dali, to je res treba popaziti, v tej hiši, tisti, ki ste na parkirišču, ni problem. Mislim pa, da je prav še to, da povemo, da so danes tudi na prodaj knjige iz projekta Skupaj za zdrave človeka in naravo in tam zraven predlagam, se opravičujem, da še kaj morda vprašate Sanjo in Adriano, vem, da boste z veseljem odgovorili. Tako da zaključek še, Sanja, kakšen stavek ali kar rečemo? Začeli smo toga, nam verjamete, ja upam, da lahko končamo s tem, a si verjamete. Mi bomo z veseljem vam stali ob strani, da vam ni treba čisto vsako stvar po metodi napak in poskusov usvajati, ampak na koncu vedno verjemite sebi. In tudi, če se vaši osebni sklepi bojo razlikovali od tega, do čem smo mi prišli, verjemite sebi. To je tisto, kar tle na teh področjih. Sem zato, če ne rabiš čas, da sebe spusti. Vete, zato rabiš ne zapraviti časa na nečem drugem in potem zelo hitro to gre skozi. Mislim, da